Lepo pozdravljeni, drage dame in gospodje, ljubitelji smučarskih skokov in ljubiteljke smučarskih skokov v 8. epizodi Skokcasta. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Danes bomo govorili pa o čemu? Ja, danes malo drugačno oddaja kot do zdaj. Do sedaj sva v glavnem analizirala tekme, ki so bile za nami in napovedovala tiste, ki sledijo. No, glede na to, da je pa zdaj po olimpijskih igrah premor in se svetovni pokal v smučarskih skokih nadaljuje šele ta vikend, sva se odločila, da bo naredila eno tako malo bolj mogoče zabavno oddajo o eni drugi temi, no, in danes sva pripravila analizo, kdo je najboljši skakalec vseh časov. To si napovedal že prejšnji teden, ko bomo delali. Ja, tako da sva izpolnila ljubo. Tako. Ja, najprej, če bi kar razložila, kako sva naredila točkovanje. Ja, točkovanje, v bistvu sva vratila globuse, zmage, zlate medalje na olimpijskih igrah, novoletne turneje in pa zlate medalje na svetovnih prvenstvih. Največ vredni so globusi, potem so olimpijske medalje, medalje svetovnih prvenstev, novoletne turneje in pa zmaga. Se pravi, imela sva 5 kriterijev, je pa treba poudariti, da sva, ker sva izbirala najboljše vseh časov, se osredotočila samo na prvo mesto, na zlate medalje, na osvojene globuse, na število zmag in tako naprej. Druga in tretja mesta ne niso zanimala, ker to pač niso najboljša mesta. Tako da ja, da rezultati so kar zanimivi, ne nepričakovani. Ne nepričakovani, ja. Čeprav je kar nekaj presenečen, mislim na koncu. Recimo ti, ko te kdo vpraša, kdo je največji skakalec v času, na koga najprej pomisliš? Jaz sem pristranski zaradi prvih brk svetovnega pokala Vališa, na njega pa logično na Nikenena. Nikena nisem bila nobene tekme, pa vem, kdo je. To je nek povedal. Ja, jaz podobno, če gledam navijaško, je zame Ahon, sinonim smučarskih skokov, ampak ko pa pogledaš bolj racionalno, pa Mati Nikenen. In po končnem izračunu se je potrdilo, da je Mati Nikenen kar suvereno najboljši skakalec. Po najdem kriteriju, suvereno najboljši, Zdaj, če malo bolj razloživa, se pravi, te kriterije sva razvrstila po točkah. Osvojeni veliki kristalni globusi so šteli največ, 5 točk. Zlate olimpijske medalje posamične, ekipnih niso štela, so 4 točke, zlata medalja svetovnih prvenstev 3. Tudi sva štela še svetovno prvenstvo v poleti zraven. Potem osvojeno novoletne turneje 2 točki in pa zmaga svetovne pokale 1 točka. Tako da v bistvu moramo reči, da so nekako polete pustila tu malo ob strani. Samo so poletih, ker se niso globusi za polete delili. Od začetka svetovnega pokala so se delili še v bistvu kasneje. S tem Nikenen nismo priložnosti osvojiti globusov v poletih. Ja, poleti so mlajša, novejša disciplina, tako da sva se osredotočila nekako na skoke, edino polete sva uštela v svetovno prvenstvo in pa zmaga v svetovnem pokalu. Tako, Zbrala sem pa v bistvu najboljših 10 v tem točkovanju, oziroma v oklepaju najboljših 11. Zdaj, jaz moram reči, da preden smo začela, sem nekako pričakoval, da bo kar recimo na 5 boj, recimo med Nikenenom, Mališem in Schlerencauerjem. Ja, tudi jaz sem to pričakoval. Pa niti ni bilo tako, ne? Med Mališem in Schlerencauerjem je bilo zelo blizu, celo izenačena so bila. Ampak Nikenen je pa kar odstopil. Ja, Nikenen je v bistvu, če vem po tem kriteriju, v bistvu 15 točk prednosti med Mališem in Nikenenom. Spravi, Mati Nikenen je zbral po najni lestvici, to je Skokcast lestvica. Skokcast lestvica najboljši. To je najboljši vseh časov. Zbral je 88 točk, ta lestvica bo zdaj jo moral zavarovati. To je patent. Potem se bo zdaj sodilo najboljše vseh časov. Nikenen je osvojil 4 globuse, 3 zlate olimpijske medalje, 2 zlate na svetovnih prvenstvih, 2 novoletni turneji, 46 zmag, kar je naneslo 88 točk. In ima v bistvu vse, kar se da, je osvojil. Je edini, ki je osvojil... Ni edini. No, hotel sem reči, da je edini, ki je osvojil vsaj dvakrat. Vsaj dvakrat vse, to pa ja. Ki je ponovil uspeh na vseh 5 ključnih kriterijih. Pa drugi edini, ki ima vse, je pa 100, presenetljivo.
Ja, pa tudi stok ni edini, mislim, da je tudi Jens Weissloh, ki ima tudi vse. Ja, je tudi Weissloh. Tako da 3 so, ja. Točno 3 so. 3 so, ki imajo vse lovorike, ja. Ja, v Nikenenu verjetno ni potrebno zgubljati besed, ne, dominantni skakalec svoj čas. Ja. Žal sicer zdaj že pokojni, ne. Ja. Precej... alkohol razdelil. Ja, precej je bil takšen, ne, zloglasen skakalec. Vse skozi so njegovo kariero spremljali uspehi, zmage in pa tudi neljubi dogodki, ne. Zanimivo pa ni edini finec, ki je imel problema z alkoholom. Ja. Da spomniš tudi Harry Oli, tudi ta Honan smo bili prav za časa, tudi se bori. Ja, ne, Honan celo priznal, da se je med kariero celo moral zdraviti, ne, od odvisnosti od alkohola. Zanimivo. Kaj misliš zdaj s temi finci, ja, za alkohol? Tudi Kimi Raikkonen, vemo, da kar rad na podelitvi je bolj vesel šampanca. Če vidiš v državi, kjer je povprečna temperatura -10 stopinj, pa sonca 2 uri na mesec, verjamem, da tudi ti bi verjetno pil. Da bi prej verjetno vsega po pijači, ko se bo zdržal, ampak ne vem. Ja, mogoče gre tako za naključje, ne? Ja. Mališ in Schlierenzauer sta bila potem izenačena na drugem mestu. Ja, oba sta pravila 73 točka, ne? Torej 15 imajo od Nikenena, ja. Obema, zanimivo, ne, obema manjka zlata olimpijska medalja. Posameznik, ja. Ostale stvari imata popolnjene. Schlierenzauer tudi rekorder po številu zmag v svetovnem pokalu, ne. Ki je prehitel Nikenena po dolgem času. Ja, zanimivo smo ugotavljali, ne, da ob 53 zmagah v bistvu 2 velika kristalna globusa in se tako veliko, ne, pri Schlierenzauerju. Ja. Nikenen recimo s 7 zmagami manj prav 2 globusa več, ne. Ja, to je tudi zanimivost, ne, recimo, če gledamo izpostavljamo 11 najbolj posoke skoke s lestvici, Goldbergerja, ki ima v bistvu 20 zmag in 3 globusa. Ja. In v bistvu na to najno listo prišel pravzaprav samo zaradi globusov, ne. Ga niso mogli spustiti, ne. Ja, te je mogoče presenetilo, da je zaostanek kar tako velik za Nikenena. Sploh za Schlierenzauerja sem recimo mislil, da je zelo blizu. Mene je presenetilo, ja. Sem tudi računal, da bo v bistvu Mališ bližje prosilju globusov. Me je presenetilo, mislim, da bo sta bližje Mališ po Schlierenzauerja. Tebe? Ja, tudi, se pravi. Sploh za Schlierenzauerja sem bil prepričan, da bo blizu Nikenenu, za Mališa tudi. Ampak v končni fazi je upravičen, da na Wikipediji piše, da je Nikenen najboljši. One of the best. Ja, piše the best. Za njega piše najboljši, za ostale pa one of the best. No, pa ne Wikipedija. Zanesljive. Ja, končno smo potrdili, da je Wikipedija angleška. Slovensko, še tega ne moramo dokazati. Zdaj na 4. mestu potem, tretjega ni, ne? Tretjega ni, da se pa delito, tako je. 4. je potem Kamil Stoch. Mogoče pa v drugo smer presenetljivo. Jaz pa recimo nisem mislil, da bo Stoch tako blizu, ne? Stoch 70 točkami. Ja, tudi zelo blizu Mališu in Schlierenzauerju. Mislim, da ga olimpijske medalje pa doletne turneje, pa številna zmaga spravim varne. Pa globo samo tudi 2, ne? Ja, tudi 2, Stoch je tudi eden tisti, ki ima vse osvojene lovorike, ne? Eden izmed 3, ja. Glede na to, da je še aktiven, sicer zdaj že pri 34 letih v ne ravno najboljši formi letos. Mogoče se še posme za kakšno mesto. Mogoče na drugo, ampak Nikena, mislim, da bo težko. Težko, ja. Mislim, kaj pa potencialni kandidati, ki bi lahko mogoče prišli bliže Nikenenu. Ja, gledala sva, našla so predvsem 3, ne, zdaj Kobayashi v prvi vrsti, imam nezbral 39 točk. Kraft je s 43 celo deseterici, in pa naš Prevc je tudi izbral 33 točk. Zdaj, če smo čisto iskreni, do Nikenena verjetno Prevc in Kraft težko prideta. Medtem ko Kobayashi pa mislim, da ima potencial, ne? Da bi edini resno lahko vložil Nikenena. Če pa to formo ohranil, kjer je zdaj skače, pa če recimo osvoji Globus letos, v bistvu še kakšno zmago se bo nabavil. Mogoče zlato medaljo v poletih. Ja, to mogoče, malo presenečenje. In bi se znal kar povspeta. Ja, vseeno je še mlad, ne? Še mlad, na olimpijske igre imamo vsaj še ena, mogoče celo 2. Ja.
Tako da jaz, če bi moral za koga staviti, da Bog da je prehitil Nick Cannon, bi stavil na Kobayashi, ampak moram reči, da vseeno pričakujem, da bo Nick Cannon ostal po teh podatkih, ki so jih danes preračunali. Ja, jaz mislim, da zaenkrat se ne pojavi ko začne zmagovati, tako bi dostojno pokami konstantno zmaguje in osvaja medalje na najvišjih tekmovanjih, mislim, da bo težko bo prehitel Nick Cannona. Ali pa? Ja, pustimo se presenetiti. Ampak nekaj je, da je nekaj skakati, da bomo to mogli tudi pogledati, da je nekaj skakati. Ja, ne vem zdaj tega iz glave. Ja, pa kaj tam v bistvu Nick Cannon niti nimajo tako dolge karijere, ne? Ja, blizu 90 nekaj skakati se mi zdi Nick Cannon, mogoče 90-ih, 1990-ih. V bistvu, če pogledamo recimo število skakanih tekem, tega se nismo zabeležili, ampak recimo število zmag, glede na število skakanih tekem, mislim, da je Nick Cannon. Tudi Nick Cannon, ja. Karkoli je v bistvu kjerkoli merilo dava Nick Cannon na koncu prevladal. Ja. Mislim, da je ni sploh debate, tako je več o prvem najboljšem. Z tega vidika je še toliko bolj žalostno zgledati zdaj finske skoke, recimo Nick Cannon največji se v času, Ahonen bomo videli na 5. mestu. Ja. Mogoče sva rekla, Ahonen celo najbolj konstanten skakalec. Ja, to je sigurno najbolj konstanten skakalec, pa sigurno, ker imajo veliko tudi drugih mest, to so v svetovnem pokalu celoti, tudi veliko tretjih. Ja, mislim, da 2 drugi, 4 tretji, če se ne motim. Ima tudi 108 stopnička, čeprav zmage so še bez stopnička. Ali bi se preračunal, če ima Ahonen 36 zmaka, če ima 108 stopnička, pa v bistvu 72 dobiš na stopnička. Drugi pa tretji. No, ravno njega se lahko dotaknemo, 5. mesto je Jane Ahonen, zbral je 62 točk. Koliko sva rekla, ne? Jaz sem pričakoval, da bo zbral več točk kot 62. Ja, sem tudi pričakoval, da bo pred Stohom vsekakor. Ja. Ampak druga v 3. mestu ne prenesejo najboljšega. Preveč sva bila stroga, ne? Ja. Neusmiljena. Samo prvo mesto. Samo prvo mesto, samo zlate medalje, posamične. Ker za ekipo nisi sam tega naredil, ne bila. Mola bi se tudi 4 Savrja dati, ko ima ta prvo mesto. Ker za ekipo ima veliko medalje. Ja, ravno sem gledala Morgensterna, recimo. Ja. Mislim, da ima 8 zlatih medalj svetovnih prvenstev, 7 od tega ekipnih, ne? Tako da Morgenstern... Mislim, da bi tudi, če bi gledali ekipe tekme zraven, bi tudi Nick Cannon še vedno bi na prvo mesto. Ker s Finci z ekipe tudi na svoje zlate medalje. Neki drugi časi, ko so bili Finci še vele sila, ja. Ja, Finci so nekaj bili vele sila, 2010, 2011, tam nekje se je vse skupaj zamrlo, ne? Ko se je prvič upokojilo. Ko se je prvič žalil. Potem se je še dvakrat. Ja, potem na 6. mestu je Weissl, legendarni Nemec. Ja. Ker tudi ne zastaja za las. Za las, 60 točk, ne? 60 točk. Ja, on je tudi eden tisti, ki smo rekli, da je osvojil vse, ne? Vse so osvojili Nick Cannon, Stoh pa Weissl. Tudi ima recimo veliko zmag, ne? 33. 33, ja, tudi precej. Ja, ampak recimo pa samo en veliki kristalni globus, ne? Weissl to? Ja, Weissl, ja. Recimo 4 novoletne turneje, ne? Ahonen je rekorder po številu novoletnih turnej s 5, Weissl pa je na drugem mestu 4. Ja. Ampak zanimivo to, pa ima lahko Goldberger 20 zmag pa 3 globuse, Weissl pa 33 zmag pa 1 globus. To je res zanimivo. Ampak očitno je bil Goldberger bolj konstanten, verjetno več drugih med tretjih mest, verjetno. Ja. Verjetno, ali pa bila mogoče konkurenca pri Weisslu boljša kot pri 90-ih pri Goldbergerju. Mogoče. Se Goldberger imel tako samo Petrka, ne? Ja. Po Funaki. Je pa mogoče še bolj, ne? Ja, tudi Petrka, recimo, tudi bil globus s 15 zmagami, prej sem pa en globus s 23. Ja, mogoče se zdaj tega dotakne, da smo ravno polovici lestvice. Ja, začula, da je v bistvu najlestvici je preveč boljši od Petrka. Ja, imela sva, ponovadi se strinjam, ampak tu so malo na nasprotnih bregovih, ne? Ja, jaz sem trdil, da je Peter Prevc najboljši raziskal vse časa. Ja, zame je pa bil Primož Petrka še vedno, to moram priznati. Ampak izračun je pokazal, da si imel ti prav, tako da... Tako, čeprav ima res en globus meča, kar tudi veliko šteje, ampak... Predvsem velika tekmovanja so minus, ne, pri Petrki, Petrka nima nobene zlate medalje, Peter le ima... Eno iz novega prvenstva v poletih, ja. To, če gledamo pa še druge in tretje mesta, pa še bolj, da tukaj ni debate, ne. Ni debate več. Tako da, ja, v bistvu, če pogledamo točke, Prevc je zbral 33, Petrka 27, tako da razlika ni velika. Ni velika, ampak Peter Prevc lahko še kaj dodal. Tako da Prevc, upamo, da še kaj dodal, ja. So se časoma tudi še, ne?
Ja. 3-4 leta komod lahko še skače. Vsaj en olimpijski cikl, mislim, da še malo. Ja. Pa uspenje se v formi, to da dove. Mogoče pa pride... Mogoče pa že na svetovnem prvenstvu po letih zlata, pa... Mogoče pride med najboljših 10 Ja. do konca karijere. Ja, zdaj zaostaja 9 točk za... No, 10 za Kraftom, ki je 10. No, S tem, da je recimo Schmidt 9 in ne skače več. Ja, če gremo naprej, ne, na 7. mestu, moram priznati Armin Kogler, moram priznati, da sem moral tega skakalca googlati, kot se reče, iskreno povedano, se ga nikakor ne spomnim. Mislim, da tudi ne spomnim. Ime mi je nekje znano, sem že slišal, ampak spomnil se pa, ko sem pojma imel, že všel iz glave. Gre za avstrijskega skakalca, ki je v bistvu skakal že v vrhu, še prednje nastal svetovni pokal. Tako je, v bistvu 79 ga... Je že bil zlat na svetovnem prvenstvu, mislim, ravno v Planici, če se ne motim. To pa ne vem. Mislim, da ne me drži za besedo, ampak mi nekje imam v glavi, da je pisalo Planica. Svetovni pokal je začel po 80. Po 80. V bistvu je Kogler samo 5 let skakal svetovni pokal, od 80 do 85. Ja, ampak sem to ne pove nek svoj dosežen v 5 letih. Je nabral, mislim, da 37 zmag v 5 letih, kar je res ogromno. Je res. No, na koncu je zbral 53 točk. No, v tem pa na 8. mestu pa najdemo gospoda velika tekmovanja, ne? Ja, gospod olimpijske igre in svetovno prvenstvo Simonava, ne? Simonava, ne. So 4 zlate olimpijske, en globus, 23 zmag, ne? Ja. Zanimivo, recimo. Kaj smo še? Ja, recimo turneje sploh nima, turneje ni usvojil globus, samo eden, tudi 23 zmag je toliko kot pred, recimo, ne? Ja. Ampak samo prvenstvo v poletih, ena medalja pa ena medalja zlato iz svetovnega prvenstva. Ja, tako. Jasno, v 4 olimpijskih zlatih medalje pa tako vemo vse. Ja. Tako da res, v bistvu, če štejemo samo največja tekmovanja, ne, zlate medalje na svetovni prvenstvi na olimpijskih igrah, je Amon celo najuspešnejši, ne. Ja. Ima 6 zlatih medalj, potem pa mislim, da nikjer 5, ne. Nikjer 5, tako je. Ja, održalo. Ja, tako da simpatični Švicar je zdrav 80 točke na 8. mestu, s 50 točkami, 50 točk na 8. mestu, tako. Zanimivo, mogoče to omeniva pri Amonu, verjetno si zasledil in gledalci se tudi, da je Urša Bogataj rekla, ne, da je bila med vsemi čestitkami, ki jih je dobila po zlati medalji, najbolj vesela Amonove, da je bila šokirana, ko se je Amon pojavil v njihovem slovenskem kampu. Ja. In je čestitev osebno in Urši in Niki za... Od šampiona do šampionov. Ja. Škoda ni še tekmo na velike skakalnice, je bil Urša Bogataj še zlato popravljal na velike skakalnice. Na velike skakalnice bi po moje več možnosti pripisal Križnarjevi, ko Urši. Upajmo, da v naslednjih igrah. Ja, še veliko. To mogoče tisti, ki bo v Sloveniji, nekaj se govori, da je v Sloveniji. Ja, da je bilo več držav. Več držav, da tudi Slovenija in del gostila v Planici. Ja, se verjetno bi skoke imeli čez. Skoke pa mogoče tudi teke, ne, v Planici, v Norim centru. Ja, to je pa to, kar bi bilo verjetno teže. Pa kakšna Avstrija ali pa nekaj. Ja, mislim, da je Koroška pa Furlanija, ne. Ja, okej. No, pa veš, v bistvu 3 države, v bistvu, Avstrija pa Italija. Ampak to je vse Slovenija. To je vse Slovenija, tako je. Upam, da tega ne gledajo Avstrijci pa Italijani, kada je še dosti na Ukrajini pa Rusiji se že še velika trena, bomo začela. Malo smo na nevarnem območju, ja. Držijo se skakov. Tako da bi se strinjal, da sta Aman pa Kasaj najbolj simpatična skakalca, tudi mogoče z vidika slovenskih gledalcev, da obožujeta Planico. Upam nekako, da se boste oba poslovila v radni Planici, to je bilo super. To je bilo fajn. Mislim, meni je najbolj zabavno pri Amanu tista slikca, ko pokaže pri imenu, ko ima brkice pa očala. Ja, ko nek oče zgleda, ko bo prišel v sobo z galamit, ne. Tako je. Nekdo, ko po nesreči na skakalnici se znajo, da. A če se pa strinjajo, v bistvu, kar se tiče slovenskih skalka, sta pa Amon pa Kasaj, moja res najbolj priljubljenih na naših tleh. Ja, res. Vem, da je bil svoje čase še Romoren, zelo priljubljen v Sloveniji. Ampak trenutno aktivnih sta pa ta dva. Ja, Romoren, ko si ga ravno menil, moramo reči, da smo verjetno vsi veseli, da je premagal težko bolezen, ki je imel raka, ne, tako da se kar skrbelo zanj. Ampak mislim, da je zdaj vse v redu, ne. Ja, upamo. Ja, zanimivo, na 9. mestu je pa prvi playboy smučarskih skokov. Jaz sem ga prej poimenoval skakalni Beckham. Skakalni Beckham, ja. Martin Schmidt. Martin Schmidt, ja. Veste, res za Nemčko, mislim, da je zelo popularen, kar se Nemčije tiče. Ampak kar se tiče samih dosežkov, pa ni spet
primerjavi z ostalimi, ni neki blestev. Ne? Ja, napravi 44 točk zdaj. Ja. Mogoče, da je bil on celo prvi res veliki skakalni zvezdnik. Ja. V Nemčiji je naredil pravi boom tam, ko so prejšnjega tisočletja. Spet na dilema Mališ ali pa Šmit. Ker Mališ na Poljska je tudi naredil takšen boom, da... Ja, verjetno res največja zvezdnika prav po tem zvezdniškem statusu. Ja. Tako da že z tega vidika si je nekako našel mesto tu zraven. Tudi po točkah pride zraven med 10, na 9. mesto pride. To da ne samo to, kar je lep. Meja pa mislim, da je prvi, ki ima to Milka Čelado. Ja, tudi to. Mislim, da je začel s temi goličnimi znamenitimi čeladami. Ko je pa tudi, da bi Veliger. Mislim, da Veliger ima še zdaj to Milka Čelado. Drugo stanje Nemci mislim, da nimajo. Vendar Štirnica je pa Red Bulla. Kako pa je tvoje mnenje o teh rozastih čeladah, avstrijskih skakalcev, Mannerja, deljena mnenja? Meni osebno nikoli niso bile všeč. Meni Manner na Proletarki so mi zelo všeč, to moram priznati. Ampak kaj se pa čelad tiče, pa ni nezgo mnenja. So pa bile simbol prevlade Avstrijcev v prejšnjem desetletju, vse ekipno. Ja, ekipno so pa zgovorili. To pa klasna zase res ekipno. Mislim, težko ne bi, če imaš Šlirencaurja, Morgensterna, Lojzla, Koflerja, pa iz rezerve še Koha, pa Fetner je tudi čas. Fetner je tudi že takrat prišel, zdaj je dočakal svoj vrhunec. Pri 36. Ko smo pa v Avstrijci 10. smo že rekli, da je bil Kraft na tej lestvici 43, eno točko manj. Ja, v bistvu Kraft je v bistvu od, bomo rekli, še tako res aktivni skakalci, najviše dobro, Aman je še aktiven, ampak mislim, da se strinjamo, da že zaradi doskoka Aman ne more več posegati po zmagah. Mislim, da je Aman dosegel svoje. Ja, tako. Dosegel svoj vrh in zdaj skak še v bistvu zaradi teževance. Mogoče kakšna zmaga še, ampak res dvom. Mogoče na Japonskem so Mogoče na Japonskem. Mislim, če je Kasaj zmagal pred 45, da ga ne bi še Aman, če bo ostala še 5 let. Tako da Kraft trenutno, se bi še znal še pospet, mogoče ravno do Amana še, čeprav. Mogoče da Amana. Pri 28-ih časa še ima. Časa še ima, mora res, ker je sposoben skakati za zelo redo. Kar je žal pokazal tudi na ekipni tek. Na olimpijskih igrah. Tudi se res pomaga, da je izmed najboljših skokov letos njegov. Malo najboljši v takih razmerah, tako da že moja kar naredil vrhunski skok. In da se njih to ostalo, naredil razliko napram Lovru Kosa. Veter in Kraft. Tako, Veter in Kraft sta stala Slovenci zlata. Ja, na 11. mestu pa, kot si omenil, v enem oklepaju. Ja, Goldberger zaradi treh globusov. Goldberger, ja. V bistvu so se celo dvoumila, ali sploh spada to na to lestvico, ampak nekdo, ki je osvojil 3 globuse, si zasluži zdravo. Zbravo je 42 točk, v bistvu so eno manj od Krafta, 2 manj od Šmita, tako da... Si zasluži mesto odravo, 11-terici. Tako da se sestavljava nogometna ekipa. Ja, tako. Malo povezovanja v športu. Misliš, da bo kdaj kak Slovenec na pragu 10-terice? Ja. Mogoče Prevc. Mogoče Prevc, ja. Spodok ki prihaja, ne? Ja, če gledaš slovensko ekipo po starosti, Škos pa Zajc sta zelo mlada. Potem je tudi v bistvu Cenovišek, se stara 25, se mi zdi. Tudi Prevc je star 29, 30 bo leto, se mi zdi, da vsi te imajo še čas. Tudi dobro Prevc, konec koncev, če pride z nekako formo, ko bo serijsko zmaguje. Lahko, pa da se še kakšen pojavi. Ja, seveda, ne vem. Mogoče bo tudi nekaj rekord padel čez 15 let. Mogoče lahko padel že čez 3 leta. No, to je malo teže. Malo teže, ja. 4 leta se je treba olimpijski igre vse. Mogoče, če neko bojaži, zdaj spet 3-4 leta smo dovoljno vse po tem. Ja, kar moram reči, da je bilo kar zanimivo to analizirati. Ja, malo se je dopadlo to. Ja, cel teden smo se pripravljali. Ja, seveda. Tako da, ja, izčrpala sva iz številnih verov. Tako, številnih, in ostalih, in drugih.
Tako da ja, mogoče pripravijo nekako sta rekla, zdaj sva polete pustila ob strani. Ja, mogoče še najboljši rezultat vseh časov. Ja, da bo mogoče polete ločila, kot rečeno, spet bo tukaj nepravično zaradi Nikenena, ker tudi Nikenen je bil tudi med najboljšimi letalci vseh časov. Ampak se še ni podeljeval globus v poletih. Mogoče veš, Nikenen ima kak polet čez 200 metrov, se je že letela čez 200 takrat? Mislim, da ne. Mislim, da je bil prvi polet čez 200 metrov ni minil. Ampak tudi to je bilo proti začetek v konc 90. Ne, začetek 90. Mislim, da 94. Takrat nikaj ni več skakal. No, tam pa si upam trditi, da bojo tudi Slovenci med deseterico vseh časov. Robi Kranjec, Peter Prevc, tudi Tepeš mogoče. Ja, odvisno kaj bomo zdaj šteli. Če štemo samo manj kristalne globuse, potem boste Kranjec in Prevc. Kranjec, Prevc in 4 Caura, to po moje 3 med 3 kandidati, ampak kar se mene tiče Kranjec, najboljši letalcev zdaj. Ja, zame tudi, tu se pa strinjam. Ampak moramo še lesno sestaviti, da vidimo, če je meni pravilno. Če se bo ena teza potrebila. Pa ima zlato svetovnega prvenstva v poletih. To bomo tudi prej odšli, še Caura bo v bistvu 2. Čeprav mogoče bi znalo celo Šliren Caura največ pokazati na koncu. Imate zlati svetovnih prvenstv posamezni? Nima, ne? Mislim, da ne. Eno ima, ta žalost, da mislim, da... Ima Prevc 2? Ne, Prevc pa se ima še tudi... Mislim, da vsi se vsi imajo samo pa eno, ne? Prevc Kranjec in Šliren Caura to eno. Ampak to je tema za prehod. Ker ima tudi Jama, ne? Zlato olimpijsko. Jama poleti, ja. Zanima, nima pa, mislim, da globusa pa nima. Globusa pa ne v poletih, ja. Ampak ja, to bo še prišlo, mogoče se tudi dotaknemo še deklet, ampak malo še zgodaj, ne, ženski svetovni pokazal, mlada disciplina, ne. Ampak trenutno izstopa Takanašijeva. Ja, kar krepko, ne. Ampak je pa res, da recimo Štolčeva je najboljša leta skakala v celinskem pokalu, ne v svetovnem. Ja, takrat še ni bilo, ne. Ni bilo se mnogo pokala, ker je 10 let, mislim, da zdaj traja. Ja, nekaj to je. Ne, to je 10 sezon pokalo, da je še malo prezgodaj. Čakamo, da bo 20 sezon pokalo, bomo potem. Čez 10 let bomo spet naredila video za žensko. Tako. Skokeš, če bo še takrat obstajal. Če bo še obstajal. Mala naloga, ja. Če bo zabeležil datum. Ja, včeraj je bil 22. Tako, bomo pa 23. 32. Ja, tako. Dobro, jaz mislim, da sva tole predebatirala. Torej, če povzameva, Nikenen je najboljši skakalec vseh časov, najboljši slovenski skakalec je Peter Prevc. Tako, drugi pa Primož Peterka, drugi najboljši slovenski vseh časov. Tako, tu bo ni dilem. Tako da ja. Mogoče samo najboljše 3 še z teh časov, ne treba še Mariša in Šliren Caurja. In pa treba še Stoha zraven na 4. mesto, čeprav v bistvu 3. Mislim, delite se drugo mesto Mariš in Šliren Caur. V 4. je pa Stoha, da mogoče laga pozdignemo na 3. mesto, recimo. Z možnostjo skoka na stopničke, do konca kariere. Spremljali bomo predvsem Kobayashi, ne? Ja, strinjamo. On je eden izmed takih, ki bi lahko mogoče posegel po nekaj novi slavi. Ja, tako. No, ja. Ja, to je to. Mislim, da za tokrat zdaj bližajo se ponovno tekme svetovnega pokala v Latviji, 2 posamični tekmi za moške, 1 ekipna. Pri ženskah si tudi rekel, da so tekme. Ja, so tudi, mislim, da 3 tekme v Avstriji. Ne znam kraj izgovoriti, mislim, da Hinterzbachen, neko tega. Ja. Pa v bistvu, mislim, da po temu tednu, po temu vikendu se bo začne norveška turneja. Rover, ja. Tam tudi so skoki skozi teden. To mi je še našteje tudi kvalifikacije. Tam šteje vse. Zanimivo, recimo ta norveška turneja je mogoče celo malo zahtevnejša od novoletne, pa ni tako, ne? Dobro, ni tradicije, to se strinjamo, ne? Ni še tradicije, ampak nekako se ne štejejo, tudi mi dva je nisva štela med neke velike odborike. Ja, ampak to je bilo ne, še nisem vedel na tega. Mislim, da sva zbrala dost pošten kriterij. Pošteni kriterij, ja. Tudi Nikenen se bo strinjal. Tako da ja, se oglasiva po teh tekmah v Lahtiju. Do naslednjič pa lep pozdrav. Lep pozdrav, nasvidenje. Nasvidenje.